Here we go again. Ok, zakaj? To se nam ne dogaja velikokrat, v bistvu se nam je zgodilo samo 3-krat. Namreč zvoka nismo posneli. Zakaj? Ne vem. Zgodilo se nam je, kakor se spomnim, to samo 2-krat. Enkrat full dolg cajta nazaj, ko smo še furali portal Street Modify TV in smo delali eno reportažo iz Automotor Showa na Gospodarskem razstavišču. By the way, Automotor Show Ljubljana se vrača vikend 11. maja, se pravi sobota, nedela. Tako da ne tega zamuditi, to je po 13-14 letih nekaj tasga. Mi bomo tudi tam definitivno, ker, kakor sem omenil, tega ne smete zamuditi. In pa drugič, ko se nam je zgodil, smo še na zelo starem setupu Tomketa en tak trening naredili v Čakovcu, eni taki zelo luštni pisti, ki nažalost nekak je lastnik zasovražil driftarje in vse, kar je z driftom povezanega. Čeprav moram reči, da iz naše strani je bilo vse korektno, tudi v bistvu fanti, ki delajo track day, kakor vem, jih tam več ne delajo zaradi nekak enakih težav, ampak nima veze, v glavnem ful smo naseli enega materiala in obe GoPro kamerice sta imela nek bug, ampak to so bile še tiste 5-ke ali 6-ke, pa tudi težko rečem, je bil to bug, zato ker potem doma je to se delalo, ampak ko smo prenesli na računalnik, zvoka ni bilo. No, da ne dolgotvezam, za ta video se nam je zgodil nekaj podobnega. Pač snemali smo full enega materiala, ki ga boste zdaj videli, in začeli smo tole montirati, zvoka ni. Tako da bom jaz tole podabil, čeprav bi se bolj spodobili, kakor so tiste nemške sinhronizacije, da bi dobil, ne vem, enega frenda z Nemčije, da bi to pofuril v nemščini, če sam pol noben tega ne bi zastopil, tako da nima veze. Back to video in dabanje, kaj smo počeli. Odpreš vrata od baze in ugotoviš, da ne moreš iti noter, to pomeni samo eno stvar. Ne varaj na liftu. Takole tajt tole zgleda. Žal ta lift ni bil mišljen za podvige z nevaro. V glavnem danes nas čaka kar nekaj enega dela, ne samo na BMW-ju, ampak očitno tudi na nevari. In ti že pridem. Poleg menjave amortizerjev je tale cev tukaj, ki pušča že lep čas, ampak smo tudi kar nekaj časa čakali na tole novo. Gre za cev, ki je mišljena za napajanje servota in gre iz hladilnika na samo volansko letu. Stara je ratala trda in začela spuščati na objemkah. In ko mi čakam, da tole zamenjam in ne bomo več flakali po tleh. Najprej seveda počistiti vse, kar je zamaščenega. Ne samo zato, da bo vse lepo čisto, ampak tudi zaradi tega, da bomo lahko ugotovili, a je dejansko puščal sam na tej cevi ali sistem pušča še kje drugje. Ampak kar mislim, da bo to. Kot ste verjetno opazili, na vari spredi kar nekaj stvari manjka, nismo se zaleteli, sam dol sem pobral vse kromirane zadeve in jih dal pobarvati, poleg pulbara. In v bistvu nismo to barvali, ker bilo verjetno kar malo naporno z tem, kar je kromiranega, in je to nekako Pero vzel v svoje roke in takole po plastik dipu. Plastik dip glih ni bila prva izbira, ampak kakor sem omenil, drugače s temle kromom ni šlo in je tudi to nekako neka začasna rešitev, dokler
ne dobijo nazaj on stock vseh teh potrebnih kosov v barvi, dajmo reči, ker želja je, da te določeni elementi pridejo v gloss črni, kakor je pač Nevara že sama po sebi, ampak tudi tole bo en tak dober pokazatelj, kako bojo pa stvari izgledale v mat barvi. In mogoče zna presenetiti. Bomo videli. Je pa nekaj kul pri tem Plasti Dipu in sicer ima neko tako strukturo in to mi je kar kul, ampak spet bomo počakali, kako bo na avtu izpadal. In v bistvu Plasti Dip se da tudi delati gloss, ampak glih zaradi te same strukture ta gloss izpade tako pomarančast, ne pride lep smut in smo tudi zato rekli, dajmo pač v mat in bo kar bo. Maska zmontirana in glih maska me najbolj skrbi, kako bo to vse skupaj izgledalo, ker že zdajle mi ni najbolj. Evo, zmontiran na avtu in lahko rečem, da nisem glih najbolj zadovoljen. Veliko bolj bi izpadel, če bi pač zadeva bila v gloss barvi, kakor je Nevara sama po sebi, ker tako stvar nekako izgleda, kakor da neki ni dokončan. Mogoče, če bi že sam znak bil v gloss črni ali pa mogoče pač ostal v tistem svojem kromu, bi to veliko bolj izgledalo. Pa dajmo še tele rozete okoli meglenk zmontirati. To pa malo bolj izgleda. Tako izpade ful bolj agresiven odbijač, ker izgleda v bistvu, da je ta luknja ful večja, kakor prej, ki je bilo krom, in nekako bi po moje luknja tudi izpadla manjša, če bi to bilo gloss barve, kakor odbijaš. Tako da jaz mislim, da bo tole kar ostalo, kakor je mat, ampak grill pa mora iti v gloss, absolutno. Ok, to je to za enkrat, ker me matra kaj Janki tamle ustvarja v sosednjem prostoru na BMW-ju. Evo ga. Gremo pogledat. Jan JB Garage je prišel premontirati tele šalice amortizerjev in se pravi jih je ven porezal tele stare napacane in OEM gre noter. By the way, hvala Urošu Berdajsu, da je supplyal tele OEM šalice v original stanju in tole bo kar dobro zrihtan. Tole izgleda kar dobro. Še lepo so jih pobarvali. Smo se glih pogovarjali, da bomo mogli še poštrihati, pa da bo spet lepi črni, ampak kapa dol amortizerju za tole. Pohvalno. In nazaj zmontirati, tamle BMW že ful dobro napreduje, je praktično ena stran že končana, druga stran je že porezana in se počasi pripravlja za novo šalico. Tita, bomo zmontirali tole? Bomo zmontirali. Bomo probali. Akcija. Jan tamle pridno zaključuje šalice na amortizerjih. V tem času se pa tle tudi že skompletirali fedre z amortizerji in tudi že ugradili gor nazaj na Nevaro. In končno je čas, da tudi summer wheel setup, končno letne gume grejo gor nazaj na Nevaro. Jaz moram še na ogledala dati gor tele po Plasti Dipane pokrove. Tako da me zanima, kako bo to izpadalo.
verjeten boljš kakor maska, ampak pustimo se presenetiti. V sosednjem prostoru stvari izgledajo nekako takole. That's done. Ja, zdaj pa je treba zapreti vse odvečne luknje, pogruntati, kako naštimati neke skoznike ali neki za gmoto vseh teh kablov. Cevi za gorivo bomo na novo povlekli, ampak ja, to pol, ko bo engine bay pobarvan in dajmo reči heat shieldan firewall. Pol motor nazaj noter, kardan je tudi že narejen, pripravljen za prevzem, tako da še po kardan skočim in jutri nadaljujemo na tem projektu in začenjamo tudi na projektu priprave Tomcata na letošnjo sezono, par malenkosti za porihtati, nič kaj tako drastično nujenega, razen tistih zavornih čeljusti zadaj. Sedež bomo nižji spustili, kot sem že omenil na koncu lanske sezone. Ja, verjetno še par detajlov in takoj, ko bo V8 ready, bomo šli skupaj en test day narediti, malo stestirati avte, malo potrenirati in se še na tak način pripraviti na letošnjo sezono.